Prva stvar je, da se družina, ki sodeluje v podjetju, razume, spoštuje, ima enak cilj. Potem pa tako kot v vsakem drugem podjetju, trdo delo, razmišljanje o tem, kaj delaš, gledati naprej, imeti jasne cilje, biti pošten do sebe, da vidiš, kaj si naredil narobe, na podlagi tega spremeniti delovanje, spremeniti določene stvari. Ponavadi, ko govorimo o družinskem podjetništvu, govorimo o družini mož, žena, otroci in potem nasledstvo in tako naprej. Vi ste z bratom v Šparoviji. Ali je po vaši nepristranski oceni in poznavalki življenja nasploh primernejša podjetniška povezava brat-žena kot mož in žena? To je bilo šala, veste. Jaz mislim, pač pri nas, ne moram reči, da sem poznavalka, ampak to, kar je pač pri nas, je v redu, zato da potem doma se zopet o tem ne pogovarjaš in zato, ker je mož dela pa v korporaciji, torej popolnoma v enem drugem svetu in se potem v bistvu malo izmenjava mnenja ali pa kakšno nasvet, ki dobiš ali pa v tem smislu, kako se tam dela, kaj se potem pa jaz vidim, kako si oni v korporaciji lahko privoščijo. Vse stvari imajo vse strukture postavljene, ti si pa prihajaš iz podjetja, kjer si in pravnik in HR in finančnik in IT-ovca, ko si pač manjše podjetje in potem si želiš, kdaj bom jaz imel svojega pravnika, pa kdaj bom se jaz šel resno HR, pa bi jaz tudi morda imel časopis za zaposlene in tako dalje. Tako da pri nas smo srečna družina tudi zato, ker se bratova in moja družina dobro razumeta. Potrebno je paziti na 3 stvari. Prva stvar je, da tisti, ki predaja, mora biti pripravljen. Torej, v njemu mora dozoreti odločitev, da se bo res v to spustil. Istočasno mora začeti graditi tudi svojo drugo identiteto, ki pa potem čez čas se bo razvila. Druga stvar je, tisti, ki prevzema, mora biti tudi pripravljen. Ne samo, da se je odločil, ampak mora imeti tudi določene izkušnje, določene kompetence, ki mu bojo omogočile, da bo to prevzel. In tretja, najbolj pomembna stvar je pa ta, da mora biti tudi družba pripravljena. Tudi družbo je potrebno pripraviti za prenos operativnega vodenja. Eden najpomembnejših stvari je, da se vzpostavijo strukture, da se vzpostavijo določena pravila in istočasno, da se oblikuje in zažene delo komplementarnega vodstvenega tima. Jaz mislim, da je največja težava v komunikaciji, da pač enostavno tisti, ki prenašajo podjetje, ne znajo zadosti izraziti svojih želj ali pa svojih strahov, zadržkov, o tem, čemer sem predaval na konferenci. Mladi pa ne znajo ali pa nimajo mogoče dovolj poguma, da bi v glavnem starejšim tudi predstavili svoje želje in potrebe in pa v glavnem predvsem pripravljenost. Kaj so bili pa strahovi, pred 7 leti ste prevzeli? Pred 7 leti sem prevzel, pred 13 leti sem začel delati, tudi uradno, torej jasno polet kot dijak, jasno si delal na praksi, v podjetju, na biro izkušnje, tako da znaš pa res delati vse od tega, pometenja dvorišča do montaže akumulatorja, do komuniciranja s poslovnimi strankami, tudi v tujini, vseeno. Tako da, glavni strah, mislim tega predvsem okolje tega odcep, ko ti govorijo, moraš pa velike čevlje pa si obut, pa to bo kar težko, to je še kar zahtevno. Kdo je to v okolju? V okolju, ali so to zaposleni, ali je to, bom rekel, kakšen poslovni partner ti tako govoril, tako da bi rekel, bolje je bil prepričan oče v možnost dobrega nasledstva, kot ostali. Sploh te, ko so že dolgo časa v družinskem podjetju zaposleni, te gledajo, čakaj, ta je 25-30 let nazaj še v Plavicah laufal, zdaj pa bo kar meni šef. Kako ste to reševali? Predvsem mislim, da je bilo zelo pomembno, da je
Oče je jasno povedal, da zdaj je sin direktor, mora ga upoštevati, drugače pač predlaga, da si iščejo druge rešitve. Tako da imamo še vedno zaposlene ljudi, ko so z njimi že več kot 30 let. Zdaj ste vi njihov šef. Pri nas je tako, da uradno njega kličejo šef, ne? Pa direktor.